Pozdravljeni, z vami sem Inka Marija in danes bomo govorili o tem, kaj se zgodi, če preslišite sporočila svoje duše. Saj veste, duša nam govori, tisti droben glasek v nas, ki nam govori, to bi bilo treba drugače narediti. V tem odnosu je treba postaviti meje. Mogoče določen odnos, treba ga je zapustiti. Recimo, če ste se ujeli v neko službo, kjer veste, da ste že zdavnaj prerasli lonček in da morate iti naprej, pa ne morete spustiti te navezanosti na to službo, na slabe odnose. Ali pa mogoče partnerski odnos. V glavnem, vedno nam duša na začetku reče, ta droben glasek v nas nam reče, tole pa ni dobro za tebe. In nam pokaže vso bolečino, nam jo vrže v obraz. Ampak ker mogoče nismo zreli ali pa ne želimo še spustiti ali pa sprejeti lekcije, takrat se zgodi, da enostavno ostanemo zataknjeni. Zdaj pa, kaj predelujete v tem primeru, če ostajate nekje tako močno zataknjeni, da ne morete iti naprej? V glavnem, po večini, ko ne zmoremo spustiti nekih odnosov, je povezano s tem, da predelujemo iz preteklih življenj odnos mama, otrok, oče, otrok, največkrat to. Velikokrat se zgodi, da predelujemo lahko neko neuslišano ljubezen in v tem življenju se lahko najdete z nekom, ki pa mogoče ni prava izbira za vas, ampak ker ga imate, ga ne morete spustiti. Vedno znova poslušam take lekcije. Zdaj pa kaj se zgodi, ko jih preslišite, ko preslišite sporočila vaše duše? Poglejte, prva zadeva je, da se lahko začne občutek nemira v vas. Lahko se zgodi, da imate občutek, da ste v konstantnem stresu. Če ste recimo v napačnem odnosu, se vam lahko dogaja, da imate majhne otroke in niti ne zaznate svojih čustev in na koncu tisti odnos, ki je res problematičen, usmerite v otroke in jezo, ki je nakopičena na nekem drugem področju, dejansko usmerite v otroke. In potem se še obremenjujete s tem, da ste mogoče slab starš, slaba mama, slaba babica, zaradi tega, ker popente na nekoga, ki je nedolžen tukaj. In prva zadeva je vprašati se, kaj jaz občutim. No, in tukaj, ko začnemo s tem, kaj jaz občutim v določenem odnosu. In dajte si pisati prav to, da pridete, da ozavestite, kaj čutite. No, lejte, več o tem, kako predelati te karmične lekcije, vas bom učila v šoli, ki jo zdaj pripravljam. Začnemo 1. februarja ob 8. zvečer, to je četrtek zvečer, 13 četrtkov bo potekala šola online in vas bom učila, kako boste predelali karmične lekcije, kako počistiti te zadeve in predvsem skupaj bomo delali, dobili boste vodene meditacije, tudi za rezanje eteričnih vezi, tudi za čiščenje korenin družinskega debla, ker določeni vzorci se prenašajo preko družinskega debla in si rečeš, nekaj je v naši družini narobe, ker se vsem dogaja enako. V glavnem, predelujemo lekcije. Zdaj pa kaj se zgodi, ko ne poslušamo svoje duše? No, slej ko prej potrka na vrata bolezen. In ko potrka na vrata bolezen, takrat je v bistvu pa res čas, da začnemo se res ukvarjati s svojimi čustvi. Zadnjič sem govorila z eno gospo, ki v svoji družini predelujejo lekcije zapuščenosti. In ta žalost zapuščenosti je povezana s tem, da vse ženske zbolevajo za rakom. In veste, veliko ljudi je v zanikanju, ker reče, ne, pa se ni tako hudo, upravičujejo, ampak po drugi strani pa bolezen, težave in kup težav z dihanjem, s ščitnico, z depresijo. V Sloveniji, lejte, antidepresivi, kakor imaš neke težave, dobiš antidepresive. Ogromno ljudi ne spi, nespečnost, en kup zadev, ki je povezano s tem, da bo treba nekaj drugače narediti, ker duša kliče po spremembi. No, kar vas bom učila tudi v tej moji šoli čiščenja karmičnih odnosov, je to, kako poskrbeti za svoj energijski balonček in kako poskrbeti za to,
da vam ne odteka energija, ker obstaja nekaj preprostih trikov in ko to veste, je res bolj enostavno živeti. No, zdaj pa, če gledam, ko sem sama predelovala te svoje lekcije spuščanja, sem prišla do zaključka, da recimo ta odnos, ki je najdlje trajal v mojem življenju z mojim bivšim možem, 25 let, sem prišla do zaključka, da sem bila dobesedno zasvojena z dramo, zasvojena s tem odnosom in se spomnim, da sem bila mogoče že 10 let skupaj v odnosu. Ko sem samo pomislila na to, da mogoče ne bi bila skupaj, so se mi vlile solze. Enostavno sem se vklepala odnosa, čeprav moja duša je že kričala, da ne zmorem več. In če veste, da ste v nekem takem odnosu, je treba nekaj spremeniti. Zdaj pa poglejmo, no, smo se s hčerkami o tem pogovarjali in ta mala hčerka je čist preprosto rekla, lej, to je na ta način, kot če bi... Pač ti si lastnik psov, pes se ne nauči lekcije, vedno znova lula na preprogo, prvič ga okregaš, drugič mu poveš ne smeš, tretjič spet povzdigneš glas, ampak če ne razume, slej ko prej mu potisneš gobček v njegovo scanje, pa razume, da tega ne more več delati. No in zdaj, če to prenesemo na naša življenja, da zdaj ne smem teh besed uporabljati, ampak da dejansko gaziš v samih težavah. Glejte, je to ljubeč starš, ki ti hoče pokazati, da tega ne smeš več delati, ta naša duša, ki nas neizmerno ljubi. Ena stvar, kar opažam pri ljudeh, ki predelujejo karmične lekcije, je to, ta zadnja stranka, ki je bila pri meni, dejansko opažam, da ogromno mojih strank ima knjigo, ta prvo knjigo, ko imajo hormoni žur, kjer dejansko govorimo o ljubezni do sebe. Ampak tisto, kar pa mnoge ženske, ki predelujejo karmične lekcije, bi pa morale vzeti v roko, ko imajo duše žur. Zdaj pa zakaj? Zato, ker tukaj noter je sindrom Marije Magdalene, se pravi ženska, ki ljubi preveč, ženska, ki se podreja, ženska, ki želi ugajati. To je v bistvu sindrom Marije Magdalene. In tukaj noter, zdaj se mi je, vam preberem tole pesem. Zbudi se, nisi vedela, nisi znala, nisi še zmogla. Rodila si se, ne bodi je treba. Rodila si se še ena baba, želeli so si fanta. Dali so ti vedeti, da nisi dovolj. Govorili so ti, da nisi dovolj. Nikdar nisi bila dovolj, ker nisi moški. Ubogaj, bodi poslušna, kdo pa misliš, da si? In si začela verjeti, da nisi dovolj. Začela si verjeti, da svojim molkom gradiš. Nihče ni opazil, da imaš tudi ti želje. Nihče ni spoštoval tvojih potreb, niti ti sama ne. Verjela si jim, da se je za ljubezen potrebno truditi in si pristala na manj, kot ti pripada. Bila si tiha, ubogljiva, ustrežljiva. Mislila si, da si tako služiš nebesa. In ko se je tvoja duša odločila, da ima dovolj, ti je poslala bolezen. Hotela te je zdramiti, kričala je o tebi, zbudi se, pa se nisi. Dobila si prvo opozorilo, dobila si diagnozo. Ko si se malo okrepila po bolezni, si spet igrala vloge, ki so te jih naučili igrati. Želela si biti ljubljena. A kaj, ko te nihče ni naučil, kaj sploh je ljubezen? Želela si ustreči, ker si mislila, da je to ljubezen in boš tako nekoč ljubljena. Pa se nisi zdramila niti takrat, ko si se zavedla, da so te vsi ljudje jemali za samoumevno. Nisi še zmogla. In tvoja duša kriči, zbudi se. Če se ne boš zbudila, boš spet dobila diagnozo. Si želiš tega? Tvoja težava ni v tem, da bi bila slab človek, temveč v tem, da si predobra do vseh,
samo do sebe ne. Zbudi se, nisi vedela, nisi znala, ampak zavedaj se, zmoreš. Veste, lekcije duše so zanimive. In ne čakati, da vas doleti prva in druga in tretja diagnoza, ampak se zbudi. Zbudi in vprašaj svojo dušo, kaj me želiš naučiti. Moja lekcija je bila osvobajanja, vaša je mogoče nekaj drugega, pač ni pomembno, ampak mogoče je vaša lekcija postavljanja mej, mogoče je vaša lekcija ljubezen do sebe, ne vem, ampak vem pa, da se vsak izmed nas uči narediti nek notranji korak, notranji preporod. Dajte prav pri tem notranjem preporodu, metul, ko se preobrazi iz gosenice, nastane juha celic, se pravi, ko se gosenica zabubi, nastane tukaj v bubi noter juha celic. Ampak kromosom, ki je odgovoren za ta razpad celic, metulja, je dobesedno povezan tudi z našim srcem. Vidim, da moje rože so postale žive in tako, kaj se dogaja. In dobesedno naše celice v našem srcu se odzivajo na našo pesem naše duše. Pač na pesem moje duše se odziva moje srce. In ne čakati, da vas vaša duša ustavi. Ena karta mi je padla ven, vera. Vse je tako, kot je prav, bodi mirna. Neskončnemu tebi vse uspeva. Vsi se učimo lekcije, neskončnemu tebi vse uspeva. In bodi bolj prijazna do sebih. Brezpogojno sprejemaj sebe in druge. Dajte vam preberem tole sporočilo 79, ker to je povezano z ljubeznijo do sebe, da vidiš ljubezen v sebe. Do sebe bodi bolj nežna, sočutna in mila. Ta tvoja mehkoba se odraža pri vseh odnosih. Prijaznost ne pomeni, da ljudje lahko stopajo po tebi. Pomeni sposobnost, da se na ljubeč način postaviš za sebe. Čas je, da začneš prepoznavati svoja čustva in da znaš razbrati čustva drugih ljudi. Na ljubeč način se zmoreš postaviti zase in povedati, kaj želiš. In zadaj je strah. Kaj pa, če nekdo povzdene glas? Ja, marsikaj imamo za predelati, ogromno in ga balasta imamo. Moja generacija, če ste tam okrog 50 let, sigurno predelujete po koreninah družinskega debla, kar pošteno dozo. Naša generacija, naših otrok, se pravi okrog 20 let, imajo druge lekcije, ampak verjemite mi, vsak izmed nas ima neko šolo, ki jo ima za predelati. Tako da ne čakajte, da vas duša porine v vašo brozgo. V glavnem, prej naredite kakšen korak, ker veste, tako kot je meni moj oče rekel, ko sem se ločila, je rekel, a pa nisi mogla malo potrpeti. In sem mu rekla, veš, ata, te izkušnje raka pa res ne potrebujem, ker če bom vztrajala, bom zbolela. In če ste vi ta trenutek v nekem odnosu, ko vidite, da vaša življenjska moč enostavno upada, da ste utrujeni, da ne morete naprej, lejte, je čas, da ozavestite vaše karmične lekcije in da počistite to in greste naprej. In če čutite, da pri tem potrebujete malo pomoči, ja, vpišite se v šolo čiščenja karmičnih vezi in boste videli, v 13 tednih boste naredili tak premik, da se boste sami sebi čudili, kako je to možno. Pač včasih rabimo majčkeno pomoči pri tem, da lahko gremo naprej. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, ne pozabite. Prva in najbolj pomemben odnos je pač ljubezen do sebe. Za začetek začnite samo s tem, da se včasih objemite pa rečete sami sebi, ej, rada te imam. To je začetek. To je začetek, ker če sebi ne dajete ljubezni, kako naj vam drugi dajo to, kar še sami ne zmorete. Tako da uživajte
in res dovolite, da se v vašem življenju zgodi čudež novega.